Daily Wire je odpustil 50 do 60% svojih zaposlenih. To je to. To je konec desničarskih medijev. Končno doživljajo svoj propad zaradi Bena Shapira, desničarskega pristaša Izraela, ki je bil tako nevaren za Ameriko. In to bi bilo res, če bi poslušali in dejansko verjeli vsaki besedi, ki jo ima povedati Candace Owens. Ker presenečenje, prav ona naj bi bila tista, ki je razkrila to zgodbo in celemu svetu povedala, kako Daily Wire znova propada. Tudi Nick Fuentes je izjavil: Candace Owens, si Daily Wire res povsem razdejala, res si zažgala tisto hišo, ko si odšla. In ljudje, o tem moramo govoriti, ker Candace Owens je na tej točki res že popolnoma neverjetna lažnivka. Ampak pogovorimo se tudi o tem, kaj se dogaja pri Daily Wire, ker se zdi je to nekaj, kar očitno ljudi skoraj manično zanima. In kdo bi lahko o tem bolje govoril kot Jeremy Boring? Za tiste, ki ne veste, kdo je to, je bil eden od vodilnih pri Daily Wire. Pred kratkim je odšel in začel novo oddajo, ki mi je res zelo všeč. Poglejmo si za trenutek njegova razmišljanja o tej zgodbi. Ampak še pomembneje, danes se bomo poglobili v popolnoma lažnive taktike Candace Owens, v način, kako manipulira z ljudmi. In samo trenutek, veste kaj? Preden si ogledamo video Jeremyja Boringa, si poglejmo ta kratek posnetek, ki ga je objavila. Opomnik za vse vas, ki niste seznanjeni s sago Candace Owens, imate srečo. Zadnje mesece se je spravila na Eriko Cook. Dobesedno jo neprestano napada in ji povzroča ogromno kaosa. In to je tisto, kar si je ta ženska drznila narediti. Ampak spet, ne pozabite, to je tehnika Candace Owens. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. Še pomembneje pa je, da pri tem videu kliknete gumb Hype, saj bomo tako razširili sporočilo med več ljudi. Vse, kar morate storiti, je, da navijate. In bila bi vam izjemno hvaležna. No, poglejmo, Kendice. In poskušajo delovati samostojno. Hkrati pa še vedno vodijo to igro, kjer skušajo prepričati medije, naj napadejo mene in mojo družino. Ko rečem, da je bil to neprestan napad na moje življenje, točno to mislim. In mislim, da je čas, da delimo te dokumente, da bodo ljudje lahko dejansko prebrali, kaj je moja družina preživela, ker se mi zdi, da bi morala narediti serijo, kot je preživeti Daily Wire. Ljudje preprosto ne razumejo, kako je bilo, in mi jim nikoli nismo vračali na grd način. Nikoli nismo. Vse, kar so si kdaj izmislili, je bila teorija zarote v njihovih glavah. Nikoli nismo igrali umazano in vi tega ne razumete. Mi smo res žrtve, tako zelo trpimo. Naša družina je bila deležna tolikšnega nadlegovanja. Oprostite, kaj misliš, skozi kaj gre družina Charlieja Cooka zdaj? Ali pa vsi drugi ljudje, za katere si brez odgovornosti domnevala in jih izpostavila, da so morda oni morilci Charlieja Cooka? Kaj misliš, skozi kaj gre Erika ali njeni otroci? Hočeš, da imamo sočutje? Ja, hočeš, da imamo sočutje. Kaj si naredila The Daily Wireu? Poglej, kako si šla nadnje. Praviš, da nikoli nisi igrala umazano. Igrala si neverjetno, ogabno, umazano, ampak vemo, da je to res. Poglejmo, kaj je imel na to temo povedati Jeremy Boring. Ampak mislim, da moramo še enkrat pogledati še nekaj videov Candice, ker je pomembno, da imamo kontekst tega, kar je izpostavila. Začeli so prihajati klici. Začela so prihajati e-poštna sporočila glede odpuščanj pri Daily Wire, ki so se, kot so mi povedali, začela v četrtek in dejansko nadaljevala v petek. Obstajajo namigi, da se morda nadaljujejo celo danes in bilo je pravo klanje. Ne dovolite jim, da bi to prikazali drugače. V redu, govorim o celih oddelkih, pomembnih ljudeh v podjetju, odvetnikih v podjetju, glavnem operativnem direktorju, izvršni podpredsednici, praktično celotnem marketinškem oddelku. Produkcijska ekipa pa je zdaj zmanjšana na zgolj minimalno ekipo. Nihče ni bil varen. Tudi Benova ekipa ni bila varna. Mark Safe. V redu. Torej, ona tukaj pravi, da je popoln pokol. Vsi dobivajo odpoved. In daje vtis, kot da je razlog ta, da Daily Wire popolnoma propada. Nimajo denarja, vse razpada. To namiguje. In spet, ona je tista, za katero mislim, skoraj prepričana sem, da je prva objavila to zgodbo. Težava je v tem, da ni le dejansko napačno, da ni 50 do 60% osebja, ampak je tudi povsem običajno za medijsko podjetje, ko odpuščajo ljudi, ko se medijska krajina spreminja, da to ni prijetna stvar. Poglejte, ali je kdo od vas opazil umetno inteligenco? Ali je kdo od vas opazil spremembe, ki se dogajajo v ameriškem medijskem prostoru s podcasti in z upadanjem zaupanja? In vse se spreminja okoli nas. Ste vsi to opazili? Nekaj, kar je zanimivo omeniti, je, prav posebej, ko gre za Daily Wire, imate Candace, Tuckersa in Nicka Fuentesa, ki stalno menjajo stališča. Nick Fuentes je nenadoma demokrat, Candace je to, ampak Daily Wire je ostal zelo zvest temu, v kar verjamejo. Niso se spremenili.
Če pogledate Daily Wire in kaj pravijo, da zagovarjajo, ter v kaj verjamejo, je vsak posamezen komentator ostal dosleden tej usmeritvi. Dejansko so se izkazali za neverjetno zaupanja vreden vir novic. Zdaj, ali se je Amerika spremenila? Ali ljudje niso več tako zainteresirani za poslušanje proizraelskih glasov kot prej? Ne pravim, da so vsi pri Daily Wire proizraelski. Da, absolutno. In ali je to nekaj, s čimer se morajo soočiti? Zelo. Ali umetna inteligenca popolnoma spremeni igro za marketinške in pravne ekipe? Da, zelo pomembno. Ampak o tem ona tukaj ne govori. Poskuša narediti vtis, kot da ne razumete. Vse se podira za Daily Wire. Popolna katastrofa. Njihov konec je tukaj. Ampak to je tisto, kar ona počne. Vzame neko pripoved, vzame neko informacijo, ki je dejstvo, in jo senzacionalizira ter preoblikuje, da ustreza njeni agendi. Ni stvar v tem, da je žalostno, ker njene debele sodelavke, s katerimi je včasih delala, odpuščajo iz podjetja, ker se gospodarstvo in razmere spreminjajo. Brat Daily Wire propada. In iskreno, kar malo ogabno je to gledati. Iz tega razloga so celo enega od režiserjev v njegovi ekipi odpustili. Bilo je brutalno. Preštela sem približno 54 ljudi, ki so izgubili službo na vseh ravneh. In to je samo v tem valu, ker se to, kot vsi vemo, dogaja že nekaj časa. Znaki so bili že dolgo očitni. Bilo je zelo čudno, najslabše varovana skrivnost v medijih. Torej, tukaj je stvar. Theo Von je nizkointeligenten teoretik zarote. Ja. V redu, ne bomo šli v preostanek videa, ampak to je bilo tisto, kar je povedala. Veš, preštela sem vsaj 54 ljudi. Poglejmo, kaj ima o vsem tem povedati Jeremy Boring. Ste pripravljeni? Gremo. Prejšnji teden so se pojavile novice, da je Daily Wire, podjetje, ki sem ga pred 11 leti ustanovil skupaj z Benom Shapirom in Calebom Robinsonom, odpustil več zaposlenih. Pravzaprav je zgodba, ki je prišla v javnost, ta, da so odpustili več kot 50% svojih zaposlenih. In oseba, ki je to zgodbo razkrila, je nekdanja voditeljica Daily Wire, Candace Owens. Candace je kasneje popravila svoje poročanje in dejala, citiram, slišim, da je bilo bliže 60%. Popoln pokol. Glavni urednik Daily Wire, Brent Shore, je kasneje v dnevu podal izjavo, v kateri je izpodbijal Candacin zapis. Dejal je, da, podjetje je danes imelo odpuščanja. Vedno je zelo težko. Ne, ni šlo niti približno za 50% podjetja. To je noro. In tudi noro je objaviti kaj takega brez preverjanja. Zdaj nisem več dejalen pri Daily Wireu. S podjetjem ne komuniciram redno v nobeni uradni vlogi. Kljub temu še vedno poznam veliko ljudi v podjetju. Veliko sem jih osebno zaposlil. Veliko pa jih je bilo odpuščenih v odpuščanih. Tako da, na splošno gledano, imam kar dober vpogled v to zgodbo. Zlahka ločim dejstva od izmišljotin. Ja, rekla bi, da Jeremy Boring kar precej ve o tem, kako deluje Daily Wire. Bi rekla, da morda celo več kot Candace? To mi daje ogromno prednost pred večino ljudi na internetu, ki poskušajo razumeti nasprotujoča si poročila. Po več virih znotraj in zunaj podjetja se zdi, da je bilo odpuščenih nekaj manj kot 50 ljudi. Ne moram z gotovostjo povedati, kolikšen odstotek vseh zaposlenih pri Daily Wire to predstavlja v tem trenutku, vendar zagotovo ni niti blizu 60%. To ni niti blizu 50%, kaj šele 40 ali celo 30%. Ko sem odšel pred nekaj več kot letom dni, smo imeli približno 275 zaposlenih. Izračunajte to. Recimo, da jih je 250. Koliko, prijatelji moji, je 50 ljudi od 250? Ali zna kdo od vas to izračunati? Ni 50, to vam lahko povem. Nekateri so bili odpuščeni kmalu po mojem odhodu, vendar je bilo od takrat zaposlenih veliko drugih, kot bi vsak, ki spremlja konzervativne medije na spletu, zlahka ugotovil. Ljudje kot so Isabel Brown, Matt Fradd in Ben Dominic. In Daily Wire še vedno snema filme, prinaša ekskluzivna razkritja, producira oddaje in počne karkoli že počne Michael Knowles. Vse to povedano, Candacino poročanje, če ga sploh lahko tako imenujemo, je lažno poročanje. Ali pa vsaj napačno poročanje. Napačno poročanje bi lahko bil naslov Candacine avtobiografije. Seveda, ne, tega ne bi imenovala napačno. To ni pošteno. To je namerno zavajajoče poročanje. Zelo velika razlika. Ko je zgodba o tem, koliko ljudi je bilo odpuščenih iz vašega najljubšega ali najmanj priljubljenega medijskega podjetja, se lažno poročanje ne zdi posebej pomembno. Mislim, seveda je to pomembno za vsakega posameznika, ki je prejšnji teden izgubil službo pri Daily Wire. In to je pomembno tudi zame, na osebni ravni. Mnogi od teh odpuščenih so moji prijatelji. Eden izmed njih je moj prijatelj že 22 let. Ampak kot novica, to ni zelo pomembno. Ali pa pomembno za milijone oboževalcev Candace, razen da jim daje lažen občutek zmage. Pravim lažen, ker imajo pretirano predstavo o številkah in ker jim ta pretirana predstava daje pretiran občutek gotovosti, da je Daily Wire končan. Prav, to je bistvo. Ona daje vtis, kot da
Fantje, poglejte, uspelo nam je premagati zlobnega sovražnika, kar pa ni res. In mislim, da je to najpomembnejša stvar, ki si jo je treba zapomniti. In sicer, da je zelo žalostno in nesrečno je prišlo do odpuščanja. Ampak uspelo ji je vzeti to zgodbo in jo predstaviti tako, kot da se dogaja nekaj, kar se v resnici ne dogaja, ter svojemu občinstvu dati občutek zmage. Ja, končno, najboljša novica, kar sem jih kdaj videla, nekaj takega. Ampak v resnici se dogaja nekaj drugega. Spreminjajo strategije in način ustvarjanja vsebin, kar je povsem normalno. Ni tako. Kar ta zgodba res naredi, je, da izpostavi širši pojav lažnega poročanja, ki prežema spletni prostor. Ja, vsak dan vam govorijo stvari, ki preprosto niso resnične. In vedno težje je ločiti dejstva od fikcije na spletu. Laži najlažje prepoznaš kot takrat, ko so o tebi. Za javne osebnosti, tudi tiste z dokaj majhnim profilom, kot sem jaz, je laganje o njih nekaj povsem običajnega. Tam zunaj je nek prasec, ki je svoje celotno delo posvetil temu, da na vsako zgodbo o meni odgovori s trditvijo, da imam grozen lasni umetek, čeprav imam v resnici odličen presadek las iz Boslja. Zelo priporočam. Poanta je naslednja. Laganje na spletu, bodisi zaradi trolanja ali zaradi uveljavljanja neke politične agende, je zelo resničen pojav. Zdaj je lažje prepoznati neresnice, kadar so trditve usmerjene v vas ali nekoga, ki ga osebno poznate, ali na področje, kjer ste strokovnjak. Morda ste to že sami doživeli, morda ste v vojski in gledate kakšen vojni film. Tako lahko izpostavite vse napake. Ta tip ne drži puške pravilno, ta častnik ne nosi pravega traku ali karkoli že. Ali pa morda odprete kakšno spletno stran ali novičarsko aplikacijo in naletite na poročilo o neki drugi temi, na katero ste strokovnjak, ali na zgodbo o dogodku, ki ga poznate iz prve roke, ali o osebi, ki jo osebno poznate. Napake in napačno poročanje so vam takoj očitni, padajo vam luske z oči. In za kratek trenutek se zaveš, da je večina tega, kar bereš v novicah ali vsaj na internetu, preprosto sranje. Ampak, če si kot večina ljudi, ponovno opustiš dvom takoj, ko prebereš neko zgodbo. O temi, o kateri ne veš ničesar. In prav na to računa Candice. Predpostavlja, da ne veš ničesar o tem, kaj se dogaja. Zato je vse, kar ti predstavi, senzacionalizirano. No, ironija vsega tega je seveda v tem, da toliko ljudi tam zunaj dejansko išče medije osredotočene na resnico. Želijo si le ljudi, ki jim lahko zaupajo. In mislim, da je to velik del tega, kar počnemo tukaj. Je preprosto, pristno in iskreno in ljudje si to želijo. A ona si ne more pomagati. In tako, kar se zgodi, iskreno, velik del tega, kako sem prišla v to, je zato, ker sem v preteklosti delala z veliko teh osebnosti. In tako lahko zelo hitro, ko spremljam novice, vidim, kaj je laž, kaj je neresnica, kaj se v resnici dogaja v ozadju. Ampak večina ljudi nima te sposobnosti, da bi prepoznali, kdaj je nekaj narobe. Ko vidim zgodbo, kot je ta, da je The Daily Wire odpustil 50% svoje ekipe in da razpada, vem, da to ni res. Ker razumem, kako deluje medijska krajina. Imam razumevanje razvoja in sprememb, ki se dogajajo. Prav tako razumem, kako deluje Daily Wire. To je nekaj, kar zelo manjka in ljudje tega ne razumejo. Ko se vedno bolj in bolj premikamo v bolj zapleteno spletno resničnost, je potreba potem, da imajo ljudje strokovno znanje, razumejo, kaj uporabljajo, znajo prepoznati laži in opaziti pomanjkanje doslednosti, vedno bolj pomembna. Nikoli ne gre za to, kaj dejansko prihaja iz ust Candice ali katerega koli od teh lažnivih podcasterjev. Gre za to, kako to počnejo. In če se lahko naučite veščin, da rečete, počakaj malo, to je laž, to je laž, to je laž, to je laž. Trdi, da se spravlja na nekoga in govori, kako grozno je, da njeni družini razkrivajo zasebne podatke, medtem ko izpostavlja drugo družino. To je manipulacija. Javno trdi, da se nekaj dogaja, vendar nikoli ne poda dejstev. Počakaj malo, morda to ni vredno zaupanja. To je veščina, ki jo moramo vsi izpopolniti. Sposobnost reči, kakšni so tukaj vzorci, poleg tega, kar je dejansko izrečeno. Ker potem, tudi če niste strokovnjak za odpuščanja ali Daily Wire, ali za to, kaj se v resnici dogaja, lahko hitro rečete, morda to ne prihaja iz vira, ki mu zaupam. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.